Torej, pozdravljam vas danes na ta naš 153. Zoom srečanje prijateljev, članov Društva za srečno življenje Belis. Tukaj v studiu vas vse lepo pozdravljam, dober večer. Vse vas na Zoomu in vam želim prijetno druženje nocoj. Upam, da bo zabavno, upam, da bo učljivo, upam, da ne bo predolgo, zato je kar najboljše, da z našim programom začnemo. Tako, to je naš program današnjega večera, 2. marca 2024. In kot ponavadi najprej seveda bomo pregledali zapisnik iz 52. srečanja. Hvala naši Teji, ki je to uredila, napisala. Teja, srčna hvala. In 24. februarja, prejšnji teden, upam, da ste ga pogledali. Se strinjate z zapisnikom? Ima kdo na Zoomu kakšno pripombo? To je ta zapisnik iz 52. srečanja, 24. 2. 24. Se pravi, zapisnik brez glasu proti sprejet. Ga bomo postavili v naš tekoči arhiv. Tako da hvala lepa in nadaljujemo s programom. Nocoj bo tekla beseda v prvem delu logo kot blagovna znamka. In logo ni samo znamka na čipsu, znamka na škatli za čevlje, znamka na torbicah, znamka na oblekah, ampak znamka je tudi politična stranka, znamka je tudi cerkvena znamka in mi poznamo tudi v Sloveniji eno zelo zanimivo znamko kot državno blagovno znamko, to je Glas ljudstva, ne. In tukaj, glejte, korporacijska in državna propaganda teče od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol. In umetno ustvarjena blagovna znamka s prevaro, češ da gre od spodaj navzgor, kot je v Sloveniji primer, ta združba več kot 100 NVO, ki se imenujejo Glas ljudstva. In ta družba daje vtis ljudstva, da prihaja od spodaj navzgor, kar predstavlja pravzaprav dvojno prevaro. Država opraviči svoje poslovne naložbe s tem, da uporabi NVO združbo, ki se javlja v bistvu kot neki legalni glas ljudstva z logotipom in blagovno znamko Glas ljudstva. Vendar ta Glas ljudstva deluje, vidite, po principu naklepnega spreminjanja družbe, kot se je to zgodilo z BLM oziroma z Black Lives Matter. Naklepno spreminjanje družbe. Okej, o tem bomo nocoj malo spregovorili. V nadaljevanju cenzura ni naključje, ni naključna, vse je predvideno, ima svoj namen. Marketing kot orodje za zaklepanje naše svobode. To se pravi, imamo občutek, da smo svobodni, imamo občutek, da se sami odločamo, vendar pa pri nevromarketingu res misli človek, da se sam odloča, ampak v ozadju dejansko gre čist za druge stvari. In tukaj se bomo soočili v bistvu z magijo, s skritimi društvi, z njihovimi znanji, ki so zaprta, in ta znanje, če jih kdo pove, člana skritega društva seveda lahko stane življenja. In osnutek našega spomina je v nas, odkar smo se rodili, ampak nam ga zatolčejo že takoj od rojstva. Najprej z injekcijami, potem v vrtcu, v šoli in tako naprej, ne. Potem pa še v službi. In če se kdo zbudi, seveda pride pa do cenzure, ne. In to se nezadržno prebuja sedaj človeštvo, človeška zavest in nam ponuja vsaj delne odgovore na večna vprašanja. Kdo sem jaz, zakaj sem tukaj in kakšen je moj namen bivanja in sobivanja na planetu Zemlja. Vendar nam globalisti to prebujenje blokirajo na vse mogoče načine in onemogočajo na vsakem koraku s tehnologijo nevromarketinga in drugimi hipnotičnimi orodji in seveda tudi računalniškimi. Naprej se bomo potem pogovarjali še o eni temi, in sicer o državi kot božiček. Državljani smo po novem obravnavani kot potrošniki in ne več kot ustvarjalci in kreatorji. To bo zanimivo, imam en predložek, ki vam ga bom pojasnil, ker boste videli, da je to še kako res. To poslušamo, vse nam povejo, ampak ne znamo povezati skupaj. Jaz sem našel ključ
in bom skušal ta vrata nocoj odkleniti pa vam malo povedati. Glejte, skrb za državljane ali prostovoljni in samomorilni kult ob pomoči državnih uradnikov predstavlja kontroligarhijo preko potrošništva. Elita nas ima za verne potrošnike, vendar nismo religiozni potrošniki, mi smo božji ustvarjalci. Oni živijo od nas, od naših idej, oni se od nas učijo. To trditev bomo globlje razpredli in odkrili vse možne skrivnosti in pasti današnjega časa. Država kot božiček, smo rekli, in pa kdo sem jaz. To bo pa predsednica društva Iviljana Belis imela. To je edino in temeljno vprašanje, kar smo nocoj že rekli, s tem, da ona bo potem to s povsem drugega zornega kota nam predstavila. Vprašanje, kdo sem, smo rekli, eno temeljnih vprašanj. Od nekdaj so si ga zastavljali tako filozofi, teologi, znanstveniki, umetniki in iz drugih poklicev, kakor vsak posameznik, vsak od nas. In na to vprašanje ni enostavnega odgovora, saj se naša identiteta formira skozi različne vidike. V smislu Svetega pisma smo Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi. Naše življenje ima v tem kontekstu smisel do Boga v prizadevanju za svetost. V smislu vlade, države in potrošništva smo državljani z določenimi pravicami in dolžnostmi. Po novem nas imenujejo celo samo potrošniki, ki s svojimi nakupi vplivamo na gospodarstvo in družbo, a ob tem izgubljamo sami sebe in svoje bistvo, kar je tudi osnovni namen države, ko s tem načinom vlada nadzoruje in vodi svoje delavce in ljudi v skupnost. Tukaj, gledajte, v smislu religije pa smo verniki, ki sledimo določenim naukom in običajem, in naša naučena vera nam daje kao smisel življenja in smernice za naše ravnanje, ki so zgolj pravila iz pravilnikov, učbenikov iz Biblije. Naše delovanje je podvrženo, bom rekel, zakonom narave in v smislu filozofije smo sicer svobodna bitja, ki lahko sami izberemo svojo pot v življenje. In naša identiteta se formira skozi izkušnje in odločitve. Vsi ti vidiki so pomembni in zato razumemo, kdo smo. Tukaj je seveda tudi veliko vprašanje identitete, ki nam jo hočejo vzeti. Ta stvar je kompleksna in se sčasoma spreminja. Podobno je, da se nenehno sprašujemo o sebi in o svojem mestu v svetu, ter čemu in komu je današnji svet namenjen. Poleg teh vidikov lahko na vprašanje, kdo sem, odgovorimo tudi bolj na osebni ravni. Recimo, kaj so moje vrednote in prepričanja, kaj so moji cilji in moje sanje. O tem smo govorili pred kratkim, torkovem večeru, zelo burno je bilo. Potem, kaj me motivira in kaj me navdihuje. Potem so seveda tudi druga vprašanja tukaj, ki so pomembna za vsak dan, in sicer, kaj me osrečuje in mi daje smisel življenja. Tukaj smo v društvu za srečno življenje, skušamo vse te stvari razumeti, skušamo jih implementirati v prakso in seveda uporabiti, da bo naše življenje boljše. In če nam država po 72. členu, ki nam je dolžna to ponuditi, samo ne na tak način, da implementira tuj škorenj iz United Nations, iz Svetovnega gospodarskega foruma in od ne vem kje tukaj v Slovenijo, namesto da bi uresničevali ljudje, ki smo jih volili, naše nacionalne interese, uresničujejo tuje interese, globalistične. Proti temu se borimo. In odgovor na ta vprašanja je edinstven za vsakega posameznika. Pomembno je, da se spoznamo in se sprejmemo najprej takšni, kot smo. Torej, vprašanje, kdo sem, je potovanje, ki traja vse življenje, vsak trenutek, ko smo budni. Pomembno je, da se na to pot odpravimo z odprtim srcem in umom, kot božja bitja. Povežite se torej, privežimo se za varnostni pas, za to popotovanje, na katerem vam vsem želim srečno pot in lep razgled nocoj. Po tem programu, ki smo ga zdaj povedali, bomo pa zavrteli
Dva kratka, dva krajša in enega malo daljšega, oziroma dva daljša pa en krajše dokumentarne filme, in sicer Rothschildov Molitvenik, zgodovina goljufive dinastije Rothschild in umazani vpliv iluminatov na svetovno dogajanje. In za konec to, kar smo reklamirali danes ves dan, kodeks iluminatov in razkritje pomena števila 322 pod logotipom Društva Lobanje in kosti. Vendar bomo že o tem govorili prej, kakšen vpliv ima to na vsakega izmed nas, prav zdaj, name, ki tukaj stojim, na moje prijatelje in člane, ki so tukaj, in nate, ki si doma, in tudi nate, ki poslušaš preko, ne vem, v živo, mogoče preko Facebooka ali YouTube ali kjerkoli drugje.